Lep dober večer, sem skupaj, mi je mnogo, ampak ti, ki smo štejemo. Spet smo na enem od pesniških dogodkov, ki si želijo pravzaprav združiti pogovor in branje poezije in predvsem dati možnost mnogim avtorjem, da udejanijo klic demokracije, torej da ne slišimo tudi neko ime, ki je mogoče prezrto. V današnjem primeru niti ni to tako zelo opazno, ker oba moja gosta, izbranec Zorana pevca Robert Simonišek, je precej že poznan in veljaven pesnik. Veseli me, Zoran pevec, da si se odzval v vabilu, da si prišel na tandemsko pogovarjanje in branje. Me zanima, ali si želiš za začetek prebrati tako pesem ali... Ja, lepo zdrav, pravzaprav to, ja. Eno pesem mogoče. Pomeno kratko. Kaj dobro. Dobro je, da imam kakšno prijateljico v Ljubljani, če ne bi danes sam sebe bral. Ampak to je v redu včasih. Bom iz te nove pesniške zbirke prebral. Naslov je Toni Michel Foucault. To ni Michel Foucault in ni filozofija. Umetna mačka v kotu prede in ni norost, ne drugi slog norosti. Zapis izkušnje paranoje, zatahnene medveze, vidna pot onomatopeje, vprašanje znotraj vprašanja, ponižnost črke v besedi, selanovo listje let, nekaj v sedenju upletenih stolov, neusahljivo brenčanje časa, zakaj ne raje nič, kot pluskanje spomina. Hvala za ta intro. Zoran, že zelo zgodaj si začel s pesniškim udejstvovanjem, vendar potem šele, no vsaj zame, vsak ima svojo osebno zgodovino, glede na rojstvo, se je začelo pridrenje tvoje poezije z Moškim v sobi, to se pravi leta 2004, to je knjiga, ki je šla pri Apokalipsi. Rojen si v Celju, si pesnik, kritik, esejist, urednik, član DSP-ja, odgovorni urednik revije za književnost v Pogled, potem pa član uredniškega sveta dveh literarnih revij, Poetikon in Lirikon, pa od vsega tega mogoče za hipec še kako nagrado, štejemo recimo na pesniškem turnirju si postal vitez s naslovno pesmijo, torej pesmijo, ki je dala naslov potem tudi knjigi v neki točki. Dobil si pa tudi tretjo nagrado za pesem Mesto v času Evropskega meseca kulture v Ljubljani. Ampak tisto, kar pa zdaj prinašaš s seboj, je pa iz leta 2013, ko si prejel nagrado na Liricon Festu za 10-letni vrhunski opus in tu noter je izbor iz kar nekaj zbirk. Mislim, da je Moški v sobi že imenovana, pa tudi že imenovana v neki točki, pa potem iz Hasidskega pevca in seveda iz zadnje, tedaj še neobjavljene, ko to je šlo še neobjavljene pesniške zbirke. Najbolj pogosto, pravzaprav v nebo pijoče pri tebi, ko človek pozna tvoj pesniški opus je, da se čisto pri vsaki zbirki odločiš kot da za neki koncept. In to udejaniš in vsaka knjiga je pravzaprav nek konstrukt, podprt potem tudi v poetiki. In na nek način imaš prepoznavstvo, vendar to je ena taka prvih zunanjih prepoznavnih znakov. In me zanima, najprej ne nanašajoč se samo na zadnjo zbirko, kako je do tega prišlo, zakaj in čemu se tako odločaš, ali pravzaprav je to izbralo tebe? Ja, zanimivo vprašanje, ja. Pravzaprav so res vse zbirke nekako konceptualne, ne, ja, drži. Moški v sobi je pač ta moški, ki prihaja srednja leta, pa ne ve, kaj bi stalo.
Čeprav, ja, ta hasidski pevec seveda tudi, ja. Tle nekako izhodišče, ta hasidskost, ne, za haside vemo, da so najbolj ti pravovirni židje, poznamo jih, ker nosijo klobuke, te, a ne, živijo prav košar, prav po, najbolj striktno pač po teh židovskih oziroma judovskih po pravilih in motirih. Tle bi pravzaprav tako, ja, zdaj, tudi ta zbirka, to ni Michel Foucault, ima pač ta trenutni naboj teh tesnobnih časov. Lahko bi rekel tako, da pravzaprav kdor me pozna, ne, da tako v čisto navadnem življenju, zdaj mogoče nekaj štuk, da sem starejši, ker sem bil mlad, sem tako kar bolj vedno malo v zraku živela, ne. Ampak kadar pa nekaj počnem pa tisto zares, ne. In se mi zdi, da če dam neko strukturo prej tistemu, kar bom počel, znotraj tega se seveda gibljem svobodno, ne. Ampak če si pa dam neko strukturo in si potem to tako podobno, kot da bi pisal, ne vem, nek roman ali nekaj, da si potem pa znotraj tistega. Pač verjetno je to način mojega dejanja tega, ne, na kakšen način, ko nekaj zares delam. Potem bi skoraj lažje rekli, da so to kar knjige, ne? Na nek način, ja, ne, čeprav so pač zbirke. Če vprašam malo drugače, to je samo nek tak firmec, ki ne vem, ali je potem za končni produkt knjige ni pomemben, ampak pesniški postopek me zanima. Ali se zgodi to nekje na sredi poti oblikovanja teh tekstov? Ne, to se vedno prej odločim. To se pravi potem nek način. Ja, zelo podobno tako, ja. Čeprav ne, ta zbirka v neki točki pa ni, ne. Tam so pa nastajale pesmi tako v različnih obdobjih, ampak je pa zopet se pa ti oklepaji, a ne, pa dajo zopet videz neke strukturirane, neke bi rekel niti, a ne. In v tistem obdobju, ko ustvarjaš, se ne zgodi, da se ti zapiše, izpiše ali nagovori, ali pa pride do tebe neka pesem, ki je drugačne oblike. To se vedno vsi, ki pišemo, tudi prevajano verjetno, ne. Pač potem, kasneje, po nekem obdobju, po tej časovni distanci, kar se že temu pač reče, seveda vzameš knjigo zopet v roke, oziroma pač gledaš v računalnik, kaj si pisal, nekaj izločiš, nekaj pa pač ostane. Če kaj ven štedli, včasih pa tudi pomagajo uredniki potem, ne, če dober urednik ti pomaga. Pri tej zadnji zbirki, to ni Michel Foucault, je bil urednik Nino Flisar in on mi je kar kljub temu, da je ponovali počakal par let, ne, preden izdam zbirko, je tle Nino še vedno našel in par takih stvari, da se ven štedli, to smo potem pač popravljali, pa sem izločil. Za hip počakamo še malo spokojen, oziroma to ni Foucault. In sicer to, ko si omenil ta material, ki je mora biti odpadne ali pa za predale, kakorkoli, ali te navezave prihaja tudi mogoče tako, kot se je izkazalo v dveh zbirkah, ki sta si sledili v neki točki, imaš zadnjo pesem, hasidski pevec, ali je ne na ključje, ampak ali je ta pesem res potem pogojevala naslednjo zbirko in naslednjo raziskovanje, ali pravzaprav gre za samo pač enak naslov? Ja, ne, čist ključaj seveda ni, ne. Ampak preden bi rekel to, da je ta pesem mogoče bila pogoj, ne, za zbirko, bi rekel, da je prej bila pogoj za to pesem knjiga, ki imam doma, okultne židovske zgodbe in D-book, a ne? In v tej knjigi noter židovskih zgodb sem našel eno zgodbo, ki je bila naslov hasidski pevec, a ne? In mi je pač že preden sem razmišljal sploh o tej knjigi hasidski pevec, me je nekako navdihnila, pa še malo je ta besedna igra, ne, Zoran pevec, hasidski pevec, čeprav, ne. In sem takrat napisal samo te 3 ali 4 pesmi so, ne, potem kasneje sem pa začel razmišljati, ja. Ampak ne na osnovi te pesmi, ampak na temelju knjige, ne. Zgodb. Ja, pri vsaki zbirki, sploh pri teh, ki jih imam zdaj novejših, ki jih imam s seboj, ker
predtem si še izdal leta 86 Orbis Pictus, potem leta 96 Zapiski pozabljenih in leta 2000 Pod silikonskim nebom. Pa še vmes sem zasledila ogromno zapisov, to bo sicer mogoče bolj vprašanje potem drugi dejavnosti, ki je kritištvo oziroma eseizem, ampak ja, ogromno spremnih zapisov najrazličnejšim pesniškim zbirkam drugih, kako tudi, da si sodeloval v soavtorstvu oziroma da so knjige izšle, ko si bilo več avtorjev skupaj. No, ampak zdaj najprej tisto, kar se mi je zdelo sploh v teh knjigah Od moški v sobi naprej, da je pravzaprav hasidski pevec, knjiga, tudi če upoštevam najnovejšo, meni osebno se mi zdi najbolj težka, tako bom rekel. Hermetična, ne? Ne. To ne, ja. Zdi se mi hermetična, zdi se mi težka, da tudi pusti en tak velik pričas. Zdi se mi, da je treba zelo počasi brati, da je pesniški govorec zelo v nekih takih medicinah premišljevanja, to se pravi senčnih straneh, kjer je tudi kar nekaj izražene tesnobe, kjer pravzaprav najbolj zadene ob ta živi lastni glas, ko izreče tisto, kar ponovadi opisuje ali pa označuje. Tukaj gre v živo jedro, neke bolečine. Sama tako pač jo berem. Ogromno pesmi imam tudi označenih. Vendar me zanima, mogoče to, ko praviš hermetično, seveda bi lahko, to je delno zavajanje. To je eden izmed teh pesniških postopkov, ki mislim, da je pri tebi zelo domač. Torej, da vedno imaš neko stvar, da pravzaprav zavedeš in dobiš potem nekaj drugega. Tle se mi zdi, da je ta pesniški govorec najmanj pravzaprav vpet med svoja lastna pričakovanja, ki jih naslanja običajno bolj na pričakovanje drugih. Tudi na neka teoretska izhodišča, ki se vedno v svojih knjigah sklicuješ, ali na neke citate, na neko tako intertekstualnost, ali pa komuniciranje znotraj umetnosti, neka naslomba za svojo lastno izpoved. Tukaj sicer imaš, ampak zdi se mi, da imaš tako prečiščen glas. Pa me zanima, kakšno je to obdobje, si to ustvarjal? Ali to zaprav z neko tako mojim branjem, ki je zelo sistematičen, se otoščam, bi lahko pritrdil ali pa zaprav imaš drugačni pogled v knjigo? Ja, pravzaprav ja, no, tako je, ne, vse tako, kot sem že rekel, ne, pri tej knjigi je bilo to, da je kadar nekaj počnem pravzaprav na tak način, ki bi se mu lahko rekel hasicija, ne, ker delam nekaj zares. In tudi ta izhodišča, ne, ki so na začetku vsake pesmi, ena misel pač iz te Bugarjeve knjige, oziroma pač iz teh knjig, so me potem navajale, oziroma sem poskušal iz njih izvesti eno tako dost strogo tematsko in koncev formalno obliko. Ne. Zdaj bi to bil kak poseben čas, kako ne. Tako si ponovadi si vzamem zapisati 2-3 mesece, pa potem napišem, potem pa časi še kaj dodam, časi pa ne. Ampak zdaj, pravzaprav ja, to je to. Sploh ne vem, če se da kaj o tem govoriti. Kadar govorimo vse, pa ne govorimo pa to, kar bi radi bili, ne to, kar smo. Jaz dolg časa še zdaj, ker sem že v rosnih, starih letih, še zdaj, mogoče, včasih sem sploh govoril, da se nisem pesnik, ampak da pišem pesmi. Zdaj si včasih že pač rečemo, pa se mogoče sem pesnik zaradi tega, ker tako nimam nobene druge poti več, zdaj ne moram več postati inženir, niti čevljar, nič drugega. Tako da moram pač to početi do konca življenja. Tako da ja, zdaj, če na kraju to, ja, ni bilo nobeno posebno obdobje, sem se pač poskušal to, kar sem rekel, v teh okvirih potem pisati. Dobila sem projekcijo svojega prejšnjega izraza, oziroma dopolnitev bogata. Mogoče zato, ker jo doživljam tudi kot velikem razponu neke duhovne razsežnosti, nekega
duhovne razsežnosti. Vrsta izhodišče iz različnega. Ne. Razpon, ki ga dosega znotraj nekega koordinatnega sistema, ne začrtanega, sam lirski govorec oziroma ta glas. Ampak ne bom te spravila za Drego, čisto dovolj si povedal, mogoče bi te samo prosila, če bi eno pesem prebral, da potem povabiva še Robija Simoniška. A bi mogoče... Imaš ti označeno? Ja, recimo, ne vem. Čisto toliko za ta vtis, da gremo pravzaprav eno pesem nazaj. Mislim, eno pesniško zbirko nazaj. V gluhem počitku bi živeli večno, če bi imeli komu govoriti. Iz pesmi naredim tišino, iz nje najem čas. Tu sva vsak sebi gosta, v gluhem počitku, v plazilcu srečevanja v zavesti sprehajanja po noči. Sva izgovorjava ustnic v zamolku ječanja, v bližini drugega, droben glas je. V njem trpljenje in pričakovanje, premikanje svetlobe v mrak. Pokleknem, rečeš ne, zravnam se, rečeš ne. Usedlina jeze v najnih prepirih, kraj, kjer počivajo strani sveta in let nad božanim obljub. Prostor, vmeš še več prostora, v ravno vrsto poravnano ti strasti. Pozabim pesem, v predsobi je truplo laži, govoriš izbor iz mislih shranjene kapelice s pogledom v nebo. Včasih je tam bival skoraj pravi Bog. Izmislila sva si resničnost, nekaj soka in brbotajoč izvir prismuknenih besed. Zdaj čakaj na svojo smrt. Če mirno ždijo v temnem kotu, hladnokrvno lezeva vsak svoj hodnik z navodilom za preganjanje spominov. Sva rekla vse, a nisva govorila. Hvala ti. Mogoče Robi Simonišek oziroma Robert Simonišek, takrat povabim, da ti prebereš tudi eno pesem. Svoje. Prosim? Svoje. Ja? Ok, ker bom tudi zvojo. Dober večer. Kot prvo, krajšo. Brez veterja. Nizki oblaki pridržujejo akvarel, razlit na procesijo ulic, lučevine in modelov mest, ki na ekranih izmenično utripajo nova imena, v nas prelistavajo živalsko kri. Pod stopali leden granit in zrak okoli glav. Jaz sem ves med pinjami, je sezidan iz hrupa, ki ga nobena generacija ne zmore ponesti čez obzorje. Vreme je mirnejše od govorice, prožnejše od ženskih oblačil, ki puhtijo na odprtih trgih. Sedimo in se borimo z zrcali, kipi izklesanimi iz zraka. Ko zanihajo ploskve nemira, rešitve tlesknejo znane oblike. Enkrat odkrijejo olivno polt, drugič cerenjeno kretlo. Ko tipamo okno Sredozemlja in se hladimo v dvoranah, vodo rastlinje pade brez upora. Ako se čelo naguba na stopniščih, vidim one, ki niso nehali spraševati, da bomo zbudili veter. Veter zakopan v gori, ki nas bo premaknil z meridiana, kamor smo zašli. Robi, hvala. Si tudi umetnostni zgodovinar, si prozaist, umetnostni zgodovinar, doktor znanosti, kritik tudi. Zadnje čase, oziroma začel si kot pesnik, Potopljeni katalog, potem avtoportret brez zemljevida, nazadnje Selitve, potem je pa čas vmes bil tudi za prozo. In za kratke zgodbe in za roman. Soba pod gradom roman in pa Melankolična zrenja. Tvoj izraz se je v najnovejši zbirki, se mi zdi malo spremenil. Kot da bi leta prinesla svoje oziroma neko zorenje. Namreč zdi se mi, da imaš sicer premočrtno v vseh treh zbirkah nekaj, kar lahko rečemo
temeljni spet pesniški postopek zavajanja. In to je, da opisuješ pokrajino, opisuješ svet, opisuješ naravo ali pa tudi urbane detajle, kot umetnostni zgodovinar to tudi upeljuješ čisto precizno, neke natančne detajle, vendar vse skozi, najbolj pa seveda v zadnji zbirki, gre pravzaprav za avtoportret neke nutrine, neke notranjosti človeka. Ne? Opisuješ pa vedno zunanje. Mislim, da marsikdo se je na to zunanjost oprl in sprejel in po mojem bil zaveden zraven. Lahko se motim. Ne vem, kako vem, ljudje, mislim, jaz sem občutka, da bi, mislim, verjetno je to kot nek zunanji opazovalec, če greš te spremembe, je to res, ne? Da imaš tukaj zdaj večji občutek pri zadnji zbirki, neke ta fluidnost nekako izgine, no, pač jaz imam neko svojo, mislim, vsak je pač pet neko svojo zgodbo, zakaj tako piše, ne? Jaz se pač, že na začetku se nekako poskušam potresti tega, da bi ves čas pisal eno in isto pesem, ne? Po drugi strani, ker se mi zdi, da pač določeni avtorji to ves čas počnejo, ne? Po drugi strani pa seveda si ne boš prvoščiti, da bi ves čas skakal iz enega zelnika na drug, boš imel neko kontinuiteto. In to verjetno imam v misli tudi, ko pišem. Zdaj omenila si recimo filozofija in tako umetnostno zgodovino, ja. Ampak glede na to, ko sem bil jaz to opet in ko sem to študiral in potem še nekaj delal na tem področju, je to izrazito malo, ne? Se meni zdi, na tega podobja noter, ne? Ker se mi enostavno zdi tudi, da te konceptualne zdaj, ki jih nazvam dobro prejsko poezijo, da pri meni povzročajo v bistvu razkraje moj pesniški svet, ne? Zato se teh, mislim, jaz to berem tudi teorijo in tako naprej, ampak vedno, že na začetku z tej knjigi Potopljeni katalog sem imel nekaj namene, takrat sem recimo Heidegger predvsem bral, ampak se kje ne čutim dosti Heideggera, ne? Mogoče kaj tam bo tam, ampak skratka imam nek zadržek do tega, bi rekel, ne da me filozofija ne zanima, mislim, da bo pač poškodovala. Mislim, zdi, da tega tudi dost je, no zgledno, to sem pa še prekratko zdaj ugotovil, da pač je v bistvu pa to moja prednost, ne, tudi. In verjetno to v tej zadnji knjige prije najbolj do izraza, ne, zdaj, ali to pomeni v bistvu nek nov realizem, ne, jaz nimam občutka, da bi zdaj tukaj spremenil ta svoj pesniški metaforični svet, v zadnji zbirki sem ga pa pravzaprav skrčil, to sem res naredil načrtno, ker tega podobja je v prvih dveh knjigah posebej v tej drugi avto, kot je bila zanimiva, ker optim, ne, zelo eruptivno, ne, in prvič nisem bil več v takem elementu, če tako rečem, ne, da bi kar tako vse iz mene prihajalo, drugič pa mogoče tudi malo bolj precizno, se rečeš pač, da je to tretja knjiga, mogoče bilo fajn, da si malo bolj natančen, ok, zgubiš neko neposrednost, ampak jaz nisem dovolj občutka. Zdaj, ko si rekla ta notranji, zunanji svet, mislim, tudi verjetno pri realističnem romanu, ali pa čist pri nekih realnih teh žanrih, verjetno ni tako vse projekcije tega tvojega, tvoje notranjosti. Zdaj, a ti, recimo, ko uporabiš besedo misticizem ali duhovnost, to je v tvoji pesmi kaj čutiti, ne, pravzaprav vsa ta eruptivnost zaston, ne. To so spet vprašanje, recimo, s katerim se ubadam, ne, pri svojem pisanju. Vedno več tudi z leti upoštevaš, ne, tako da na koncu bo samo prazen list ostal, pri zadnji zbirki. Mogoče v Potopljenem katalogu, pa tudi v avtoportretu, nanašaš tako, če naredim primerjavo s umetnostno-zgodovinskim oziroma slikarstvom, si pač slikar, ne, in vlečeš podob, mislim, pač slikaš. Ja, to je. Nanašaš. Ta impresionistični način mi je dosti blizu, ja. Nanašaš in tudi, recimo, Gorvar te je umestil oziroma povabil k sodelovanju mitologije, pesmi v prozi. To se pravi, da to je neka ta neki daljši zamak in tako naprej. Po drugi strani se mi pa zdi, da v selitvah pa dejansko delaš bravure, izrekaš spoznanja, resnice, veliko kritičnosti je. To
tudi samokritičnosti, ali pa nekih refleksij pesniškega glasu. Nek prelom govorici se vendarle, po mojem mnenju, zgodi, ne samo zato, ker se skrajša, to je pač recimo zunanja forma. Verjetno tudi O tej kritičnosti bi si želela izvedeti več, ali to prav opažam, ali je to tudi namensko tako, ali se lahko samo tako bere? Ja, seveda je ta neka avtocenzura, neka avtokritičnost mogoče je bila pri tej knjigi najbolj izrazita, mogoče je bila pri avtoportretu Bezimilda najmanj. Od tega sem takrat marsikaj tudi počel v življenju, zadeve so se mi porušile, bi rekel, sem bil bolj na trdih tleh mogoče. Kritičen do same poezije, do tega, kar sem bral tukaj v Sloveniji, do tega, kar prihajam, ne vem. Sem bil takrat zelo kritičen, mislim, še zdaj sem, mogoče malo manj, ne vem, mogoče sem bil v tej knjigi drugi malo manj, ampak vem, da sem imel zelo, sem v tem času, ko je nastajala knjiga Svite, sem imel zelo, ne bom rekel, zdaj nek sovražen nastrojen govor ali občutek do, ampak tako sem bil, da je dosti poezije prazne, dosti literature je prazne, to me na nek način tudi razjezno, ko tako bereš dobre avtorje in sem precej iskal, se mi zdi, da sem dosti časa zgubil s tem, da sem prišel do nekega dobrega avtorja, s tem sem se kar dosti ukvarjal v tem času, zdaj se spet manj, pač padeš v nek svet. To za tretje knjige govoriš? Zdaj govorim za zadnjo knjigo, ja. Medtem, ko pri tej modri knjigi Avtoportret Bezimilda dejansko nisem imel več časa, da bi se kaj preveč ukvarjal v samim literarnim vprašanjem, sem takrat delal v turizmu, sem pač, ne vem, potoval tukaj okrog po Evropi, vse se mi zdelo lepo, nisem si postavljal nekih dobrih vprašanj in pač delal niti ni bilo časa, ko sem tukaj zaposleni. Če pa imaš seveda več časa, poezija je nekako ukvarjam s časom, ampak tudi je prav zapijenje časom. Vsakega posebej, kako se odnese. Tako da tukaj sem precej tehtal o različnih zadevah, ki se od teh, ki jih lahko beremo v esejih, in tako naprej. Nekatera vprašanja so prihajala tako, ker sem tudi dosti prebiral, ker sem bral tudi kakšne eseje še. Druga so se mi pa enostavno verjetno tudi že po nekem organskem procesu prebudila, ki jih pa prej ni bilo. Mogoče še eno pesem? A bo ta tudi iz... Ja, jaz sem se samo to pripravil iz te Noč v mestu. Premlada, da bi nosila vse, kar je staro, prestara, da bi dosegla jutro, se usipa počasi kot puščavski pesek, neslišno polni predele ulic in obrežji, svoje čelo polaga v krošnje. Ko hodim, se promet umirja, odpirajo se vrata sadovnjakov in vrtov, da govorica postaja razločnejša, brez nadzorovanih kreten, brez bitk teles in razuma z minutami. In skoraj lahko vidim, kako izstopijo kraterji na luni, kako zrcala izgubijo pregled nad dogajanjem, ko stvari zmrznejo in postanejo obvladljive kot muzejski predmeti, kajti ona je prišla samo zato, da razstavljajo, nobenega namena nima, da bi kaj prodala ali nam oduzela. Nekdo, ki me ustavi, jo je videl, kako je vdrla skozi okna vojašnice in v kotu skladišča zakrila neko roko. Še vedno hodim kot tisti, ki mislijo, da noč izpolni pričakovanja, vrača možnosti prispetja v kraj, ki ga ni. In če se ustavim, se njeni robovi vžgejo, prste, ki pišejo po fasadah, ki iz vseh strani zasipava tema, da postaja vedno bolj gosta in to otipljiva kot tkanina, ko se na balkone zažene trop volkov in zaturi vanjo, da postane pohlevna in nema kot bosa ženska, ki je odložila belo haljo na stol. Nič drugega ne počnem kot hodim, ker vem, da vem premalo, ker je noč premlada, da bi nosila vse, kar je staro, prestala, da bi dosegla jutro, zato nadaljujem kot priča te lepote. Hvala. Zoran, a je bilo težko izbrati? Nekateri mi pojavljajo, da to ne je hvaležno, da moraš od vseh enega izbrati, da to je prevelika teža.
zakaj si, ali pa z drugimi besedami, zakaj si izbral ravno Roberta Simoniška? Ja, seveda je to svoje verjetno težko, ne? To je tako, kot da bi, recimo, lahko bi bilo tako, nek otrok, ki vidi 10, 100, 20 igrač, mora si pa izbrati samo eno, ne? S tem noče reči, da je to bilo kakor igrača, gre za podobno. Ampak, zakaj je zarobijo, ne? Pravzaprav zarobljeno sva pravzaprav prijazna, ne? Čeprav bi lahko bila tudi oče in sina, pardon, da si Robi želi imeti še enega očeta, ali pa jaz kot sina. Skratka, gre pa za to, da bi jaz pravzaprav Robi že kar nekaj časa poznal. In kad sem bral njegove knjige, sem gotovil, da če bi znal pisati, tako bi jaz pisal, tako kot piše Robi, kar se ne bom nikoli novo. Zakaj? Zdaj pa zakaj ne ta horizont mojega pričakovanja bil presežen ravno z branjem Robijevih? Zaradi tega, ker se mi zdi, da odlično prehaja bi lahko rekel pravzaprav spor, tako kot me lasuja, iz te neke prednavskosti v pokončnost. A veš, in to kar naenkrat in tako bi lahko rekel, kar nekako fluidno se to pretaka. A ne, iz enega prehoda v druge, iz svojega sebstva v široki svet, iz neke preteklosti, iz neke zgodovine, v današnji čas, napiše, recimo, zdaj se spomnim, se preprašuje o tem, kaj v bistvu stvari, o biti stvari, čeprav se tako, mogoče to preveč fenomenološko čuje, mogoče izvokni kogito, ja, išče ta izvokni kogito na izrazito izviren način. Tako, no, recimo, eno od takih vprašanj je tudi, da se v muzeju vpraša, kaj so pa te stvari bile prednji so bile v muzeju, eni od pesmi, se to preprašuje. To, zaradi tega mi je, ta njegova, potem pa zraven uporabi še celo vrsto, ne vem, zdaj sem si malo odšrtil, tako, kot slikar gledam proti obzorju, a na mestu barv zaznavam pridevnike. Izredno zanimive potem podobe, če bom posedel na klopi, bom v daljavi zaslišal vlak, ki je vozil mladost, to prehajanje zopet z zdajšnjega časa v nekega prejšnjega. Ali pa, ko se na mizi bleščita dva ključa, je dobro imeti pri sebi tretjega, se pravi, da greš, to je moj pesnik, to je malo kdo od pesnikov zna, pa tudi pesnica, zna ta prehod narediti v nek čist, iz tega sveta v nek čist drug, iz enega načina mišljenja v nek čist drug način razmišljanja. Zaradi tega, sem ga tudi izbral. Izbral pač, prosil sem ga, če bi prosil sodelovati. Tukaj imaš na voljo knjigo potem, če bo želel. Ja, in res bi rad pravnega ostalo. Zdaj, ko si to pripovedoval o poetiki Roberta Simoniška, se mi zastavilo vprašanje, kaj tebi sploh, kako si ti sam zase tako razlagaš, kaj je to poezija, kaj tebi pomeni. Vem, da je to lahko tako zelo banalno vprašanje ali pa zelo klišejsko. Ne gre za to. Gre za to res, ko vzpostavila se mi zato, ko si dvakrat poudaril, to prehajanje iz zasebnega, osebnega v obče oziroma časovna prehajanja verjetno znotraj nekih miselnih svetov in doseganja, preseganja nekih obrazcev, vzorcev. Pravzaprav ja, zdaj tle verjetno cel kup odgovorov, da vsakdo bi imel svojega bralec, svojega pisec, svojega. Mogoče, da ko bereš poezijo, je verjetno presenetljiv, pomembno to, da med drugim tekst tudi preseneti, kaj ve o svetu. Ampak še bolj presenetljivo pri tem se mi pa zdi, da me preseneti, kaj ona ve o meni. Takrat mislim, da je to tudi prava poezija. Ko mi ona to pove, kar včasih, kar mogoče sam niti ne veš. Mogoče najde tisto skrivnost, ki večina ljudi do konca življenja sploh ne ve, kaj je njihova največja skrivnost. Mogoče včasih, to sem že enkrat v Celju tudi govoril, si kdo upa priznati, ko se vleže zvečer v posteljo, pa razmišlja, pa
pa si mogoče predstavlja, da tole pa je tisto, ne, kar skrivam pravzaprav vse. Večina ljudi umre, brez da bi se zavedala svoje skrivnosti. Mogoče je to, kar me zanima v poeziji, ja. Zakaj mi je blizu? Najbolj tvoj lastni, ne? Da te preseneti. Seveda, normalno, ja, seveda. No, zdaj pa mogoče eno vprašanje, ko sva že poudarila konceptualizacijo zbirk, tam pa res ne gre v račun, ta zadnja. Torej, zadnja tvoja izbirna zbirka, zadnja objavljena zbirka, to ni Michel Foucault, prikliče takoj v spomin Foucaultovo knjigo Toni Pipa, ki je v prevodu Uroša Grilca iz Šlaplja na leti 2007. Nanaša pa se seveda na sliko Renéa Magritta, belgijskega nadrealističnega slikarja. In seveda imamo Pipo izrisano in spodaj piše to ni Pipa. In potem seveda Foucault v svojem tekstu prav vzpostavi teorijo podobe oziroma razvije misel, razvije koncept sličnosti. Zdaj ne vem, ali si to ponavljala, ne, ampak dobro, mogoče dam raje tebi priložnost, da ti pojasniš, kako si se odločil za ta naslov in kaj želiš s tem doseči, glede na to, da sama slika izvorno naj bi pomenila ravno to, da bi nas spomnila in preuprašala, da neke stvari, ki se nam zdijo tako, po zdravi pameti, ni nujno, da tako so. Da pravzaprav se je vse skupaj naredilo s neko kulturno pogojenostjo. Torej, da je to Pipa, vemo zato, ker ji tako rečemo. Če skratka, to ni samo po sebi umevno. Ta koncept nekako si izposodiš, pa ga daš v to zbirko. Mogoče povedo več o tem. Ja, točno to je. Ja. Prvo to knjigo sem bral, ja. Dolga leta sem že naročen na probleme. Še od takrat, ko so bili skupaj z literaturo, in sem seveda to tudi bral. In je to bil en tak, pač. Zakaj pa ta apofautičnost? Naslov je Toni Pipa, ne, in potem pač to Toni Michel Foucault, ki je napisal, potem se pravi dvojno zanikanje. Za apofazo so pravzaprav že stari Grki, oziroma potem kasneje Araparipa z zanikanjem dokazovali tisto, kar pravzaprav je. In to poskuša tudi ta. Zakaj to ni Michel Foucault? Zaradi tega, ker je bil on eden prvih, ki je pokazal, da pravzaprav ne gre za politiko, ampak gre za režim politike v družbah. In to potem pač prikazuje skozi norost, spolnost, politiko in tako dalje. V tem trenutku se mi zdi to pomembno, živimo v teh tesnobnih časih, ki jim pravijo tudi krizne, čeprav mislim, da je to tudi umetno za nalašč pač spodbojeno oziroma govorijo o tem, da je lažje vladati, To sem poskušal noter vplekati. Ves čas pa seveda apofatično ravno zaradi tega, ker podobno, kot je na začetku filmov, kadar govori film o realnih stvareh, o resničnih stvareh, piše to, pa ni o resničnih dogodkih. Ta čas je, danes je tesnoben čas in to sem poskušal na nek način, na pesniški način povedati. Zanikanje, kaj pa pomeni ravno to, Ja, ker recimo, da si to izbral za cele zbirke, pa pesem si tudi prej prebral, je zanimivo ravno zato, ker v kontekstu naslovnice se mi zdi, da vzdrži, zato ker pač imamo sliko dokumentu, ni to, torej pač ja, Potem, ko pa vendarle razčleniš in imaš ogromno, ne vem, ali 40 pesmi, 40, imaš pa uporabiš ravno to ogromno nanašalnic na literarna, umetniška dela, tudi neke citate iz glasbe, kako že. Ogromno tega, ampak kaj? Neposredno se pravzaprav nič ne nanaša na to, Ja, se zato. In kaj? Poezija ne sme biti. Če bilo neposredno, potem bi bil verjetno jaz novinar. Ne.
Se ne razumeva. A se ti zdi, da je premalo v kontekstu, da so pesmi napisane z naslovom? Ne, tako ne, nočem izpadati tle kritiča. Noč vrga, vse to smo narediti. Sprašujem te, če nam pojasniš, ne? Glede na to, da je pač 40 pesmi, eno smo zdaj slišali, kaj da neka ta vodilna, omeni si že dvakrat tesnovo. Ja, tesnovo časa, potem so pa še razni drugi trenutki, v katerih pač pišem in jih pač poskušam na različne načine, pač pesniško, tle gre nekaj dosti iz filozofije, tudi tako, potem je iz, kar sicer ni dobro za poezijo, ampak mislim, da ni tako neposredno, da bi bilo pač kar vem, kakor neka citatnost. Potem je tudi iz filma, iz glasbe, tudi poezija je podobna, tako kakor je ena pesem, je podobna, kakor v tistem filmu od Woodyja Allena, kaj iz platna nastopi glavna igralka, oziroma gledalka si želi, mislim, da stopi igralec iz platna. Tudi poezija včasih stopi iz tega realnega življenja, ali pa obratno iz fikcijskega življenja v nek drugi svet. Ja, meni se zdi tako, da motivno-tematsko, da je zelo neka taka eksistencialistična poezija, tle bi lahko rekla, jaz sem si predvsem, se mi bolj zdele pač na nek način meni bliže ali pa všeč, nekako, kar si lahko privošči tako zasebno branje. To ni vsakdanja pomota, pa to ni popravljanje zidu, Roberta Frosta nanašaš, pa to ni govorica in to niso tvoja usta. In pravzaprav te se mi zdeli tudi tako močnejše, kljub temu, da potem je pa ogromno še teh, ki zdaj bolj opisuješ. Mogoče te bom prosila potem, če bo še kako prebral. Zdaj pa bi Roberta zaprosila, če je tudi on pripravil, to, ko smo običajno dogovorili, tako vprašanje za Zorana, ali pa Zorana malo pustimo zadihati, pa jaz tebi zastavim še vprašanje. Vidim, da nimaš. Znotraj se vprašanje, ampak ja, lahko tudi ti mene zdaj, kaj vprašaš. Mi v Zoranu smo se v bistvu pripravljali z avtomobilom skupaj, ker živimo zelo blizu in smo že dosti vprašanje rešili. To so zagate srečevanj pred dogodki. Pogovarjala smo se v avtomobilih. Recimo eno zdaj tako vprašanje bi bilo Zoran, ki v bistvu preveč intimno, mislim, da nekako Zoran v tem avtomobilu. Ali on, da je meni iz svojega bloka videl skozi moje okno, ker živimo zelo blizu, nekaj sem jaz bil v spalnici, recimo govor, kako sem imel kakšno beret. To je bilo tako vprašanje, da je zanimivo. A ti me ne gledaš? Izmed tega, ne. Mislim, da jaz živijo tu blizu, da bi s kakšnim slabim darom gledom bi bilo to kar možno. Kak vojaški, gled. Hotel sem se to povedati, da smo 5 minut na razem hoje, ne? Kaj se pa vpraša? Ja, zate sem hotel vprašati pri zadnji knjigi, pri selitvah. Zanimivo se mi zdi, da upelješ to geografskost selitve. Običajno so selitve povezane, jih koncipiramo najprej s tem geografskim preseljevanjem. In tudi dejansko v sami knjigi se začuti te migracije, znotraj prostora, tle se tudi mogoče lahko na ta zemljevid nanašamo iz druge zbirke. Po drugi strani pa je ogromno trenutkov v zbirki, kjer pravzaprav imaš tudi potovanje oziroma selitev po tem, kar sem že rekla, teh spoznavnih meandrih sem tako dvigaš, oziroma tvoj pesniški govorec. No, in tisto, kar je bilo po prejšnjih zbirkah, je bilo številno podobje narave in me zanima, ko imaš tudi v zadnji zbirki neki pesmi, ki so napisane in se čuti tako, kot da bi bile meditativno, kontemplativno napisane v naravi. Tukaj se, čeprav izrekajo ta spoznanja, so grabuje, niso pač opisi, kar je bilo recimo bolj v avtoportretu oziroma še bolj potopljenem katalogu, vendar učinek
nekega občutka narave, pa tako močno mislim, da prejšnji knjigi niso. No, mogoče sem pač tukaj zdaj izkristaliziral, ker sem jaz verjetno vse skozi nosil vse, pa verjel, pa mi je bilo tudi zanimivo to v poeziji. Recimo, jaz se vidim Zorana to, kar on počne s temi konceptualnimi zadevami, ker tudi sam, recimo, ko sem filozofije bral in to, sem dobil neke ideje, kako bi bilo to možno izvesti, to vrstne posege, recimo, ker ima Zoran z nekim včasih z nadrealističnimi presenečenji, ki so, vsej, ko manj bereš literaturo, vidiš, da se to da. Ko pa pride do same pesmi, je pa to nekako, meni bi se postavili preveč preprek, da bi kaj takega naredil. In zato ponovati jaz vedno tako bi rekel filozofijo in to nekako pospravim in potem ne ostane kaj dosti, kot samo življenje in narava. Zdaj pa pač je nekaj specifiko pri tem čutim, ko grem pač dosti, ker grem kaj ven, pač v naravo, trudim se, če imam zdaj do letos se bil krven glede tega. In tam neko podobje, čisto tako spontano, bi rekel, in pri tej knjigi sem začutil, da je dobro tudi zame, ker je v bistvu nekako zelo olajšajoče, tako, ko hodiš nekam in se ti neke podobe zgodijo, pesem se zgodi v hipu in pesem ni napor. In se mi zdelo, da to je to, da tako bi v bistvu morali biti. Hkrati se ti odpira neka eksistencialna vprašanja, hkrati se pesem zgodi kar na lepem, da rabiš nekih naporov, ker takrat sem tudi zraven že roman pisal in se mi zdelo, da tam je pa čist druga skrajnost. Takrat sem že to knjigo zaključoval, ampak v glavnem sem se zelo najdel v teh podobah iz narave in vem, da je to, in sem že premagal ta strah, da bi bilo to nekako preveč tradicionalistično, da to je že pasé in tako naprej. In sem pač ustrajal pri tem nekem impresionizmu, znotraj katerega skušam neke duhovne dimenzije, neke eksistencialne vprašanje. Priplesti na nek tak način, da še pesem vedno diha, da je raztrgaš in tako naprej. V kateri govorici pa se danes počutiš bolj domačega? V pesniški oziroma v prozni? Glede na to, da si se prehod je bil postopen, to se pravi iz daljših pesmi, v kratko prozo in potem zdaj roman. Ne vem, sam na te prehode so se nekako spontano zgodile, na neko popraševanje, bilo neke zgodbe. Jaz sem že dejansko začel pisati pesmi v prozi. In to, kar sem zdaj dosegel s Selitom in zadnjo pesniško zbirko, je že same pravzaprav lirika. Medtem to je še za nekoga druga še zmer to neka taka veliko pesem v prozi, pa neka pesem, ki celo ohranja še neko zgodbo, vse, neke slike in tako naprej. V bistvu, se pravim, pri poeziji se kar spočijem, tako da verjetno bom še tudi tukaj ustrajal. Pri prozi pa me bolj v bistvu ta analitični del zanima, ki ga Zoran odpira, tudi na drugim, poleg tega eksistencialističnega, ki ga zna zelo dobro ples noter. Vem pa, da proza je dosti časa vzame in dosti človek. Mogoče, ne vem, bil sem pravzaprav presenečen, da se teh knjigah proze moji tudi govorili, da je poezija pa način. To bi tudi nek fenomen, kako se mi zdi. Ne samo zato, ker bi bilo tudi razlik med bralci proze in poezije. Ne vem, mogoče so pa v bistvu tam neke zavoje popustile pri prozi, ki tukaj še imam kako vse pod nadzorom in v oblasti, mogoče je bilo zato tudi zbor zanimivo branje. Skratka, ustrajam na oboje. Koliko pa oba ustrajate v kritištvu? To je tudi ena izmed vajnih skupnih lastnosti. Oziroma, nekateri se izogibajo izrazu kritika, bolj esejist ali interpret, kakorkoli. Se vam zdi higienično to oboje početi, se preizprašujeta, kako kritik gre na dopust, ko se pojavi pesnik in piše lastne verze, kako je s tem. Ali smo pravzaprav vsi bosi pri svojem ustvarjanju? Ja, nekateri pravijo, da je celo tako perfidno to, da piše tisti, ki tudi sam pisec, da piše kritike drugih, da jih
lahko sesuvajo, da potem pač se nekako bolj izpostavi. Mislim, da sam ne počnem tako na ta način. No. Če pišem kritiko, jo poskušam pisati na tak način, da bralcu pomagam do tega, če recimo sam ne otegne priti do tega, kako razumeti pesniku oziroma pesnici ali avtorju, pa mogoče tudi dejmo, da nobena izdelek ni dan, kakšne napake poskušaš najti. Ne? Zdaj, vprašanje se bo bere kritika. Po mojem, bralci ne berejo veliko kritik. Avtorji pa berejo, če so dobre, ne? Če so dobre kritike, zdaj pa dobre, fajn sem napisal. Če je pa slaba, pa se pa razpišejo posod, da nekak kritik ni znal kritik. Čeprav dobra kritika je seveda po moje pomembna za nek trenutek, za ta časa, ne? Literarna teorija bo to potem tako, če 10 let bo našla, če bo dosti dober avtor ali pa če bo iz pravega okolja, recimo. Kritiko. Takrat pač pozabiš, vse tudi bereš knjigo, ne razmišljam ves čas, če so vsi stavki pravilno postavljeni, če si že pravilno romano, ampak berem tudi čisti zažitka. Če pa berem tako, da bom kritiko napisal, pač seveda poskušaš s tem literarno-teoretičnim aparatom ugotavljati, kaj je boš, pa kaj ni. Zdaj, kakšni imaš občutek, je pa vprašanje. Tako, ker je malo dobrih piscev, tako je malo dobrih kritikov, ampak kako je bilo vedno? Robert, ti zadnje čase nisi več toliko pisec kratkih, kritiških zapisov, ampak bolj spremnih besed, oziroma takih daljših, recenzij. Kako? Mislim, da se razumem, vse probleme izpostavljam. Jaz sem nek čas pisal kritike, mislim, da imam ne vem, koliko je 60, da sem jih, če bi šel res skupaj, prvič me ne pritegne več. Pa ta tranzicijski časnik, ki sem ga jaz najbolj absorbiral, oziroma vsi mi, razumem, še pač poznam prej razmerja, meni se zdi res, da je tukaj zelo se razvijem tak prostor, mislim, prvič, itak je možno vsaki dni napisati nekaj dobrega, nekaj slabega, ne se suješ lahko vsakega, vsakega lahko povzdigneš in tu se mi zdi ena velika zmera v Sloveniji, nažalost. Zelo malo je dobrih kritiških, res kakšne, recimo Petra, ki se poglobijo v zadevo, ki res koplje in si upa tudi kaj povedati, kar ni v redu, če tudi to osebo cena, pa je poznana. Večinoma je pa, bi rekel, se to trobila, bolj kot ne. Škoda je pač, da se v časopisih trosijo take zadeve. To se meni zdi škoda. Ne vem, kako kdo bere delo, dnevnik in te glavne. Če si ustvarja predstavo samo na podlagi tega, potem verjetno si naš dobrega ne morem misliti po slovenski literaturi. To je dejstvo. Tudi imena, ki so tam, ki pišejo, ne bi šel zdaj poimensko, mislim. Vse ne bom rekel, da ni dobrih imen tam, ampak tudi taka imena, ko so izkazali dobro kritiško pero, so že v bistvu pokazala, da so tudi zelo lahko kupiti. Mislim, tudi mene so pisali že iz te in te založbe, da ti kaj napisal za to knjigo dobrega. Mislim, ko jaz sprem, da lahko napišem. Ali že sprem ne vedno dobro, mislim. Načeloma pa jaz tudi tu vidim, gre res v skrajnosti. Eni so taki, ki vse posod nekaj negativnega vidijo, eni, ki nočko povzdigujejo, drugi se delajo čisto tako po nekih nepotističnih ali kakršnih koli ključih. Tako da, pač to, kar je. Zato vedno moje kritike. Ti tudi meniš, da je kritika na načinoma namenjena avtorjem? Ja, pa verjetno je. Absurdno se mi pa zdi, da potem to, kar bralci širše bere, recimo, predvsem žurnalistična kritika, to zdaj o tej govorim. Ampak prej si izpostavil recimo razmerje med kritiško podporo oziroma številom tekstov za prozna dela pri tebi, pa za poezijo. Ampak s tem si implicitno povedal, da pravzaprav avtor potrebuje
feedback, potrebuje neko povratno informacijo. Ne? Vse jaz pravim, da kritike rabimo dobro kritiko, ampak pač problem je, ker je tak velik delež, bi rekel, te, kako ne reče, to, kar se izdaja za kritika, ni kritika. Ne? To so pač, večinoma, kar beremo, je premalo resne kritike, zelo majhen procent je resne kritike. Resnega branja, ne? Je pa dober, mogoče sam tle bi zdaj dodal, ker smo že vsi tri tam vi oziroma ti tako stalno sodeluješ, ta festival Prangera, ki se soočijo kritiki z ustvarjalci, in pride do nekih konfrontacij, izmenjav mnenj, polemičnih in tako. To se mi zdi pa zelo v redu, ampak tisti tako nek trenutek, nek festival, ki traja pač, ne vem, par dni, potem pa tega ni več. Zdaj se mi pa zdi to odlično, Ampak zdaj pri tem si me spomnil, da te pa lahko vprašam o eni izkušnji, ki jo imaš in ni tako zelo pogosta. In to je žiranstvo na pesniškem turnirju. Namreč tam dobiš anonimno pesem, eno samo pesem. Vem, da zdaj danes smo v konceptih, smo v celih zbirkah in tako naprej. To je pa en droben tekst, lahko je 5 vrstic, lahko so 3 vrstice. Lahko je, ne vem, mislim, da je omejitev 60 verzo, ne? A je to težko? Tako je, tam pride 130 pesmi, 20 je ponovati tako približno po izkušnjah, ker sem bil 3-4 tukaj živeli. 20-30 jih je dobrih, potem znotraj tega je zdaj odvisen, koliko znaš ta literarno-teoretični aparat, ampak še bolj se mi zdi pomembno, še bolj od tega, kak občutek ima ta žiran za sodobni jezik. Jaz ne vem, če ga še imam, mogoče ga še imam. Zaradi tega, ker to zletja, pride do vedno večjega razhajanja. Jaz ne moram več pisati s takšnim jezikom kot Robija, ampak zaenkrat se mi še zdi, da imam občutek za sodobni jezik. Se pravi, to se mi zdi zelo pomembno. Potem, ko to žiran to išče, potem pa se sotrije, pride zdaj med tistimi 20 pesmimi, pride kakšnih 5-6 takih, ki res odstopajo. In zaenkrat se mi zdi do zdaj, ne vem, koliko je že 14 teh srečanj že bilo, prireditev, v glavnem so zmagali tisti, oziroma dobili prvo nagrado od kritike tisti, ki so že pisali dobro, ali pa tisti, ki so se kasneje uveljavljali. Mislim, da mogoče samo eden ali dve, ki niso znana uveljavljena imena, drugi so pa vsi bili in med tistimi prvimi, 5, 6 je pa še neki taki, ki tudi odlično pišejo, in so. Tako da se vedno najde na koncu, se nekako pride do tega, se izkristalizira, nekako pride ven tisti, ki je nek presežek. Je pa res, da sem imel dolgo časa mnenje o tem, da mogoče se pa ena pesem lahko posreči, ampak mislim, da je tudi to zelo težko. Mislim, da je zelo malo možnosti, da bo nekdo, ki se zares ne ukvarja s poezijo, ki zares veliko ne bere in ni v teh krogih, bo zelo težko slučajno napisal dobro pesem. To je ravno tako, kar se mora zgoditi, da bi zdaj delske ne znali slikati, ali pa nisi fotografa, da ti slučajno, ne vem, mogoče od 100,000 posnetkov bi prišla ta vredno, ampak dvojim, da je nekdo tak pesnik, ki zvečer piše, ker ne more zaspati, da bo napisal 1000 pesmi. On na krcajno pesem, pa je da pa mislil tako najboljša. Zanimivo se mi zdi, da si izpostavil generacijskost kritika oziroma selektorja in vstopanje v te različne pisave. To se mi zdi zelo pomembna stvar in se po mojem mnenju malo premalo poudarja, da pač neka zrelost je tudi potrebna za vstopanje neke določene tekste in nasprotno. Smo precej v prozaično šli, tako da mislim, da je čas za vajna branja, vajni branji. Jaz bom mogoče eno zelo pesem prebral, ker se mi zdi, da to nisem niti vprašanje postavil. Dobimo odgovor kasneje, če te vidi. Ja, sej, jaz sem seveda to doma zdaj malo bolj prelistal, bolj intenzivno in sem že imel različne ideje, kaj bom zdaj tukaj, ampak je zvoren zdaj že iz tega Foucaulta, tega smo se malo dotaknili.
drugačni način izražanja. Ko si prej rekel, to je mene v bistvu pretreslo, ko sem pisal na filozofiji diplomo in sicer pri mojstru Ekartu, tu se pravi srednjeveški mistiki, neki itak gre nazaj do Grške, in tam je bilo ta, ne vem zdaj, kjera knjiga, Seko Cjančičeva, da prevedeno, takrat je ravno išla pri Muhorjevi Krišna in tam je bilo vse čas Bog ni, Bog ni, kaj ni Bog, to je v bistvu na 300 straneh. To se mi zdaj izjemno zanimivo, kako v bistvu s to negativiteto, v bistvu dokajočnikom. On v bistvu vse čas dokazuje, da Bog je, pravi, ker pač ni vstalo in ni tam, v bistvu opisuje svet, vse skupaj. To se mi zdaj zelo zanimivo. Še posebej pa me v bistvu prizorno pritegne vse pesmi, seveda ne morem dati svoje kože, kjer čutim, da ta svet ni tukaj razbit, da ta svet ni tukaj tesnobno, ampak da se ohranja, bom rekel, zdaj ravno zgodba, ampak neka, da se v bistvu v pesmi ne poškoduje tisti glavni dogodek, kakoli je že, recimo takšna pesem Taksist. Z avtomobilom se zaletimo v taksi. Voznik ima veliko glavo in majhna ušesa. Ob njem sedi mlada ženska. Izstopim. Oba steklenih oči zamaknjeno zreta na cesto. Pomislim, sta mrtva. On jo z roko še vedno drži za rit. Z drugo se oprijema volana, stopim bližje. Hočem vprašati za morebitno pomoč. V tistem hipu zazvoni mobilni telefon. Moja žena reče, ali pridem kmalu domov. Kmalu, odvrnem. In primem za prsi žensko v avtomobilu. Mimogrede presenečen ugotovim, neznanka je moja ljubica. Hladna je, v resnici mrtva. Takšen sem pravzaprav tudi jaz. Hladen, kakor mrtev. Ozrem se k taksistu. Prosim ga, da me odpelje domov. In to se mi zdi tak zelo dober primer vseh tistih. Tukaj mogoče tak konceptualizem ni več tako učiten, razen to, da so besede napisane v oklepajih. Ampak v samem načinu podajanja vsebine in v refleksiji, v kritičnosti sebe tudi, se mi zdi zelo, v bistvu, da ujame pesnik pravzaprav celoto, vse probleme v bistvu v eni pesmi. In takih je še dosti drugih, te zbirke, ki je v bistvu izbor iz različnih pesniških zbirk. Kako si prišel na idejo teh oklepalčkov? Tako pravzaprav, ja. Stropnik jih vidi kot oklepe. Ja, kot oklepe. Tako se mi zdi, da človek potuje v življenju od enega dogodka do drugega, dogaja se mu, ne vem, še dosti, potem zaljubljenosti, poroke, otroci, tako, težave, grde stvari, slabe stvari. In vsak tak dogodek je v nekem svojem okvirju oziroma oklepaju, dokler ne prideš do zadnjega oklepaja, ko te ni več. Tako, zaradi tega, tako so se mi, v tem smislu se mi porodili. S tem, da sem pač potem te oklepaje nisem razmetal kar tako, ampak sem jih znotri, ritmično pa znotri nekih miselnih enote so v oklepaje. A tam v neki točki je tako tudi napisana, kot bi postala zmagovalka pesniške Ja, tako je bila tudi, s tem sem imel takrat že več teh pesmi napisali. No, meni se zdi, recimo, tukaj pač ta element presenečen, zelo tak, ki sicer, recimo, to poznamo iz nadrealizma, ampak Zoran zna to zelo lepo, tako po svojem, ko sta dogodek v taksiju, potem pa on presenečen ugotovi, da je v bistvu tam znam, kar njegova ljubica zna. In to je v bistvu tisto, kar je prej Zoran rekel, ko v bistvu pesem njega nauči, ki išče takšne pesmi, da ga v bistvu, da on ne forsira pesmi, da on ne izobražuje pesmi, ampak najde tukaj to resnico, oziroma kot neko okno, v bistvu resnica gleda pesnika. To mu uspe doskrat prej. Žena potem vprašala, da si ni prebral pesmi, a taksist pa da je preživel.
Ne glede na to, ali pogodek zdaj je slučena, ne? Se šalice, ne. Se ga brali svoja. Mogoče je kako vprašanje, komentar iz publike? Ja, jaz bi imela takoj komentar na te oklepaje. Ne? Prav tukaj pomislim, kako res subjektivno, kako res osebno beremo. Da je oklepaj, oklep, razen ta besedna igra, na kaj pameti ne bi padla. Ne? Sploh tebe ne vidim tako. Mogoče zato, ker so meni tudi oklepaji blizu, ne? Ampak ne v pesmih, pač pa, ko pišem karkoli, komukoli, ker je to tako, ne? Ti pišeš o eni stvari, ki ima en določen miselni potek. Ne? Vmes pa daš nekaj oklepaj, kar je potem en tvoj dodatek, malo zamakne zadevo in tudi tisto, kar je oklepaju, ne, je seveda odmakneno in tistemu, ki mu pišeš, daješ možnost, da to upošteva ali pa ne. Tako da mogoče je to, ne vem, kako je pri tebi, ampak en element, tak psihičen, mora biti ene distance oziroma tega, da tudi tisto, kar ti ponudaš v oklepaju, to je zdaj pa spet moja interpretacija, da eventualno dopustiš bralcu, da to vzame ali pa ne, da pač nek nadomestik pomišljaja. To je podoben, to, kar je med pomišljaji, je podoben seveda. Tukaj je čisto vse, to, ki je mir vprašanje, tukaj je čisto vse, dejansko nek ritem, stari pomor. Ne sam določen. Ti rejci tako ne maraš prav preveč, v poeziji. In potem tukaj je pač te vprašanje, ta nek ritem, Tu je to, moja pesniška eksistenca je vprašljiva, oklepanja. Jaz izražam tukaj nekaj kot, kar je samo oklepaj, ne nujno, da je, v bistvu si s to perspektivo, se postaviš to perspektivo. Točno to, to je en psihološki moment v ozadju. Jaz tukaj beležim, tam se oklepaj. To je nekaj samo spraševanje. Tako je nekaj, se mi zdi, da tle je tako grafično, oziroma oblikovno nakazano tudi njegovo večno samo spraševanje, zato ker se mogoče zdi komu, če ne bere vsebine, mogoče malo samo všečno, po drugi strani pa vidiš, da je to en kup samo spraševanja, vse skozi, samo pesništvo, poklicanosti, ali je to? Egoist je tisti, ki ne misli name. Tako, to pa je versija. Lahko še jaz zdaj pa od Robija preberem pesem, imaš ti tudi označeno, cel označena, Selitev. Na mestu, ki ga dobro poznaš, se stvari pripravlja, da zdrsijo čez rob zime. Gole stene, kozarci in omara samevajo v okvirih brez stik. Morda v škatli z glasbo zapisan ritem, kako prečkati reke in hribe, se razporediti pred drugim ozadjem. Zapuščam skrbi in ideje, načrte, ki se jih ne da presaditi v drugo posodo, da bi rasli kot rože. Za mano ostaje neizrečeno, a bolj nazorno od vaze, knjige, nare. Višina večera narašča, ni antologije navodil, kako oditi iz prostorov brez zaključnega poglava. Sanje se ugotavljajo med vrati, ki jih bodo naslednji dan odpirali neznanci. Ko opisujem, sem že drugje. Zima drvi proti robu, stran od roke, ki bi jo lahko zaustavila kakor otroka pred pacem. Ko sneg zakriva sledi, je treba verjeti v brisom, da od tam, kamor grem, ni poti nazaj in da je dom tam, ker te nekdo čaka. To se zdi krasna, ena tako zelo značilnih pesmi Robijevih. In tle je tudi to, kar sem prej govoril, to prehajanje iz enih v drugo, z vrsto misli, s tem tudi učinkovitim zaključkom. Zaradi tega ga rad berem. Bi rad tak pisal. Ne se zdela zelo dolgo pesem, tako da zdaj se začel pomišljati na to, da bi pač res skrajšal, ker že te pesmi so bile
kratki. Ja, ampak včasih si pa daljše pisal, ne? Same kratke pesmi, ampak zdaj ni so dolge. Še lahko jih nekdo drug, ne? Ker sam nim občutka, ko pišem, da so dolge. Ne? Jaz imam vedno občutek, da so to, kar je zdaj nazadnje, da so to kratke pesmi. Ampak primerjavnosti s tem pa še drugo slika. Zoran, si to meni bila vprašati tudi potem, ampak bom kar zdaj, si bom še to vzela. V zbirki Moški v sobi si se najbrž sam odločil, je to tudi del koncepta, da si zaprosil ne vem koliko pesnic oziroma intelektualk, da napiše neko ne vem, refleksijo, zapis. Tudi Matera, nekaj danes gleda. A to je tudi tako, mislim, zelo se mi zdi zanimivo, da si se tako odločil, ker popisuješ nekaj, kar naj bi bilo zelo nek pogled moškega v sobi, ki naj bi bil točno tak, kakor je ta dualna razdelitev na ženski in na moški princip. To se pravi, zelo potencirano se mi zdi, da je ta moški. Tako tudi, ko reflektira tudi preko pisav ženski in se mi zdi, da ti dopisi zadnji, da to dodajo nek tak dodatno vzmet. Ne, to je bila tolažba za mene. Zdaj gre pravzaprav za problem moškega v srednjih letih, ki se naenkrat zaveda, da se stara, da vse več žensk gleda skozi njega, to že pred 10 leti bilo kakšno zdaj. In potem, razmišljal sem o tem, v krizi moških, moški bil dolgo leta patriarhata, vse, kar je moški vodil je pač svet. Danes se svet spreminja in zdaj je pravzaprav to, za moškega je to verjetno, to nisem tako vse pisal, tako neka splošna razmišljanja so bila, da je pač zaradi tega, ne samo zaradi te krize srednjih let, ampak tudi zaradi okolja, ki se naenkrat spreminja, super vesel, sam mislim tako, ampak se pa znajdo tako v enem oklepu, v nekem prijemu, ker ne ve točno na kak način bi se obnašal, točno tako, skrčen vse, zreduciram na to sam še, da se bo pač v življenju znal obnašati in da bo tako naredil, kakor bo pa zdaj naenkrat ženska hotla. In to sem mogoče poskušal planoten napisati. Ženske sem se pa kar naenkrat spomnil, to je bilo pa zdaj fanta bil pa en tak gek, zakaj pa ne bi zdaj razpole ženske pa vprašal, a zdaj ta moški zdaj naenkrat tak tepec. Poskušal sem ga tudi ironizirati. Najbolj tako se mi neumno zdi, da moški v srednjih letih, ali potem še malo kasneje postane sentimentalna, ojo, kak je to zdaj naenkrat hudo živeti, kar je veliko tako. Jaz poskušam to bolj ironizirati. Dobil si veliko odzivov, nisem pa šla preverjati, kako bi potem samo refleksijo oziroma kritiko, da bi tako prav prištela, koliko je potem moški kritik, torej... Ja, ženski kritik, pravzaprav se bila vse dobro razne, vse se bila dobro razne do mene. Razne Alenke Jovanovski, ki je pa potem, kasneje prišla enkrat meni, pa reče, da se nisem mislil, pa tako podobno. Ampak je tudi dobro napisala, tudi je tako ravno v sredico zadela. Dobro. Nisem imel nobenih problemov, prav fajn se mi zdaj. Ne, nisem mislila potem kritike, če so pisne in dnevne. Pravzaprav moški v sobi je bila najbolj odmevna moja knjiga do takrat. Čeprav pa mislim, da ta hasidski pevec je pa najboljša knjiga moja. Tako dodelana, tudi miselno, raziskovanje seksta tudi, kdo sem, kaj sem, tako. Jaz še enkrat izzivam, če mogoče še kdo kak komentar, drugače pa vseeno mogoče prav, da zaključimo s pesmi, bo vsake na svojo vsaj prebere. Danes smo bolj malo brali, veliko govorili, običajno si vzamejo pesniki čas za branje, danes pa samo po eno. Lahko tudi več. Če pogovorite, to zaključujem. Ti lažje, ti so ne knjigo? Ne, se bom zelo tako lažje, se pravičujem, kot materni knjig.
bom prebral pesem Grad. Ni bistveno, ali sem na južni ali na severni strani Alp. Vedno je pot, ki sprašuje mah, kam oblaki raznašajo vrhove in nihče me ne ustavi na strmem, ne brani pred zgodbami, ki so jih razgreli stezosledci. Postopam v sredino in razruban zid upija veter nad stolpom, molčim, isti in drug. Kamen grabi kamen, ki zlagoma izgineva k temeljem v kleti, ki ne prepuščajo netopirjev. Žarki razgrnejo bršljan med sivine, ki se mečujejo sencami bojevnikov in skozi stopnišča, ki jih stoletja ne bodo zmogla preteči, lijejo sopeče silhojete ljubimcev, ni bistveno, ali sem v vzhodni ali zahodni strani Alp. Ko se ponovno oddaljujem, me ne dosega laskavi zven njegove samote, ki se lahko ljubi edino z zrakom. Preden zaspim, pred seboj izgovarjam nove doline, kilometre luči in obljube, ki jih je potrebno izpolniti. Hvala. Jaz bom pa prebral pesmi iz nove zbirke, ki je še nisem izdal. Zdaj, če je bila ta moški kriza srednjih let, te zbirki pa naslov me lete kanatov, takrat sem mogel pač preboleti krizo, zdaj moram pa začeti pač variti za smrt. Ne, šalim se, ne. Sokrat je rekel, da umiramo, ne, Kierkegaard je rekel, da umiramo od rojstva, da imamo. Me lete kanatov. Stalker, mene teker v frazin. Iskanje Božjega bedaha, nasmehniti se barvi šibkosti. Kaj je vprašanje nedolžnosti? Požmrkneš in se potopiš v lahen pomladanski drž. Interpretator okroglih oblakov na nebu počasi leze pod kožo in čaka na situacijo skrivnosti. Odhajaš in se ne vračaš na prehojeno pot. Prihajaš in ne poznaš suhega tunela polnega vode. Voda si, ki stoje teče. Visečo skalo navdihalo reč pesnika in brezupni udarec pesmi o tujcu, ki nosi na ramenih otroka brez nog. Živel bo 100 let, a zakaj ne večno? Zasajen boš v sivi rob krhkosti, v vjugi spanca v coni, kjer poljubi cvetijo, a ne dišijo. Hvala. Mogoče zahvala še enkrat, ja, da ne bomo dvakrat ploskali, ne? Bomo raje še enkrat bolj na dolgo. Hvala, Zoran, da si prišel. Hvala za povabilo. Hvala, Robert, da si prišel. Hvala vsem vam, da ste prišli in so oblikovali ta večer. Upam, da smo preživeli to urico in pol nekako s navdihom, potem, da si bomo želeli poseči po vajnih knjigah in poče, ki pripraviti. Se pravi, ljudi, da smo tudi. Hvala vsem.